Športno plezanje oziroma plezanje se je najprej razvilo kot smer alpinizma, šele kasneje se je pol tudi razvilo samostojno športno plezanje. Torej, športno plezanje se deli na 3 discipline, torej težavnostno plezanje, kjer plezaš na velikih stenah, uporabljaš vrv in si varovan. Potem balvansko plezanje, kjer plezaš na nizkih stenah in kasneje padeš na blazine. In pa še hitrostno plezanje, kjer se šteje čas. Slovenci smo že od nekdaj bili v samem vrhu po rezultatih v športnem plezanju. Od Martine Čufar, ko je postala prva svetovna prvakinja, potem Natalija Gros, Maja Vidmar, Mina Markovič. Tako da plezanje je že od nekdaj bilo nekako tekmovalno pri nas zelo razvito. Rekreativno pa zdaj prepoznavnost plezanja raste, tako da zdaj tudi veliko rekreativcev prihaja. Veliko jih pleza v skali, ker imamo tudi veliko plezališč naravnih, tako da plezanje je zelo prepoznavno in tudi mi je zelo všeč, ko pride nekdo do tebe pa reče, jaz tudi plezam, če gremo kdaj skupaj, tako da prepoznavnost je velika. Torej telesna pripravljenost, kondicija, potem tudi s tem plezanjem si veliko izboljšaš fokus, ker moraš biti, večino časa moraš biti zbran, skoncentriran, tako da jaz mislim, da to sta 2 stvari, ko ti plezanje najbolj pripomore. Potem pa tudi druženje, ker veliko jih pleza in res lahko, in pa še vsak si lahko najde svojo težavnost, ko je njemu najbolj primerna. Tako da vsak nekaj najde za sebe in tudi je za vse starosti. Ko prvič začneš plezati, ni nekaj posebnega, ampak ko pa greš 2-krat, 3-krat že, pa te kar potegne in ne moreš nehati. Tako da jaz vsem predlagam, da grejo plezati, ker je fajn.